svetnice. Delo Srečinske uprave, gospod Mojca Možin, kandidatka direktorice Zelo za direktorico ravnateljice Strokovne izobraževalnega centra Brežice, Suzan Simič Acer, Jadranka Novoselic, Male, gospod Franja Žokar, tudi pozdravljam in pa vse, ki ste prisotni. Obveščam vas, da so danes svoj sestanek upravičili naslednji člani občinskega sveta, to je Zdenka Mirtek, Boštjan Čepinc, Igor Zorčič in pa Sanja Domšek. Igor Zorčič je povedal, da bomo uspeli mogoče razmeje oziroma če ne, da se odločuje. In pa Sanja Domšek. Na podajanju ste dobili še določene posredovano in še bilo poročilo župana, odgovori na pobude vprašanje, stališče delovnih teles, poročilo o izvedbenih aktivnosti in odgovor na prijetje madma Mirana Omrzela. Prosim vas, da z glasovanjem napravom potisnite tipko prisotnost za ugotovilo sledeče seje. Ugotavljam, da še 20 prisotnih, kar pomeni, da lahko nadaljujemo z sejo. Prihajamo na prvo točko, to sprašuje, ali nam kdo na zapisnik 20 redne seje občinskega sveta kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev. To vidim ne, bi dal kar na glasovanje, sprejme se zapisnik 20 redne seje občinskega sveta občine Brežice. Prisotnost. In pa glasujemo. Ugotavljam, da je zapisnik potrjen. Pomeni, da lahko gremo naprej. Na drugo točko, to je poročilo zadnjega nalog na zadnji seji. Zdaj, kar se tiče poročila, ste dobili, da je zelo obširno. Na svoje maile par stvari mogoče, da seveda še poudarim. Predvsem imeli smo obisk vlade in pa seveda tudi ministru državnih sekretarjev, zato je bilo kar precej pomembnih sestankov. Sigurno je bila eno pomembnih za direkcije Republike Slovenije. Tu so nas predvsem nekako seznanili, da bojo v občini Brežice približno za 3 milijone evrov investirali letos v obnove državnih cest. Predvsem gre za cesto Bizeljsko, praktično Bistrica-Bizeljsko, Bizeljsko-Orešje in pa Tajbe, koliko seveda bo proračun sprejet tudi sofinancirali tretjo fazo obnove državne ceste Slovenske vasi, ko gre za nadaljevanje te ceste in pa Pločnika na Obrežju. Smo ga v lanskem leti delali, prav tako so začeli z investicijo Podgrečeno in pa nadaljujemo z Ribnico, se pa seveda pripravljajo tudi za nadaljevanje velike ceste in pa Pločnika v Kapela, vkolikor seveda bomo uspeli pridobiti oziroma skupaj z direkcijo vsa zemljišča. Potem bojo tudi sestanek z ministrstvom za gospodarstvo, predvsem smo obiskali podjetje Narajan, ki ima izjemno ambiciozne načrte za nadalje gospodarski razvoj v naši občini. Zelo zanimivo je bilo predvsem besede ministra za zdravje. Vemo, da so vsa ta leta predvsej govorilo o zmanjšanju programov v bolnici Brežice, sedaj je pa bilo napovedano zelo optimistične stvari. Prvo, da se že v tem trenutku predvsej investira v bolnico, v nadaljevanju naj bi se bolnica opremljala še naprej, predvideva se celo 14 do 18 milijonov evrov naložb in pa seveda tudi dodatne programe, predvsem naj bi tudi bolnišnica Brežice dobila CT, ki je edina bolnišnica v tem trenutku, oziroma magnetna rezonanca, ki je edina regijska bolnišnica, ki jo še v Sloveniji nima. Z ministrstvom za okolje smo se pogovarjali predvsem o poplavni varnosti in tudi bil podan predlog, da praktično
praktično Bregalnico in Posavo bo reševala direkcija, da občina Brežice pa pristopi k pridobivanju dokumentacije za reševanje sotle, tam, kjer ni vezano na meddržavne dogovore, zato bo danes tudi pri proračunu predlog ustalitvenega amandmaja za to. Z Ministrstvom za šolstvo so se predvsem imeli sestanek na fakulteti za turizem, kajti naj bi sofinancirali praktično oziroma fakulteto izgradnjo naše novega raziskovalnega centra na fakulteti v višini okoli 5 milijonov evrov. Prav tako smo videli, da je bilo še kar drugih sestankov, ki so se tudi drugi udeležili, kar se tiče Ministrstva za kulturo in pa socialo se je udeležila Patricija Čular, ki je prav tako, predvsem so se pogovarjali, kako urediti bivalne enote v našem domu, ki smo ga preuredili. Z Ministrstvom za javno upravo se je sestavil tudi Jurij Pizec, ki so se pogovarjali predvsem o delovanju javne uprave in pa predvsem o sredstvah, ki jih namenjajo za romsko problematiko. Za Ministrstvom za notranje zadeve se je sestavil podžupan Položnik, predvsem so se pogovarjali o slovenski vasi. Tako da mislim, da je bilo kar precej tega nekako dogovorjenega in jaz upam, da bojo tudi na koncu prišlo do realizacije seveda vsega ostalega. Prav tako je bila redna seja Sveta regije Posavje, v kateri imate tudi poročilo. Moram povedati, da smo se sestali tudi z predsedstvom Atletske zveze Slovenije, katerim smo jih sestavili v naših načrtih za obnovo atletskega stadiona, za katerega je Atletska zveza izjemno zainteresirana, predvsem zato, kajti pravi, da trenutna razmere na atletskem stadionu več ne zagotavljajo tekem na višjem državnem nivoju, zato bojo zelo veseli, da bi prišlo do obnove tega stadiona, seveda meni pa tudi, če bo potrebno še kje njihova podpora pri kakšnem kandidiranju za sredstva, da nam bojo z veseljem tudi dali. Prav tako smo imeli tudi nekaj sestankov v zvezi z tednom cepljenja, kjer se redno udeležujemo praktično tiste aktivnosti, ki se vežejo v našo občino, mi tudi potem izvajajo, večinoma gre pa tu predvsem za informiranje, kaj se na tem področju dogaja in to informiramo predvsem preko naših spletnih strani in pa podobnih stvari. Prav tako naj povem, da je Gasilska zveza v Termah Čatež imela posvet vseslovenskih predsednikov in pa poveljnikov Gasilske zveze Slovenije. V imenu občine Brežice je takrat bila prisotna podžupanja Miva Levec. Mislim, da je to za vas precej tudi pomembna informacija, da ste se sestavili tudi z predstavnikom Telekoma. Tu je veliko dogovora že o beli lisa v občini Brežice in pa predvsem v gradnji širokopasovnega optičnega omrežja. Povedali so nam, da je GVO izbran za ureditev belih lis, kar pomeni, da se bo v letošnjem letu kar precej začelo investirati. To gre predvsem za tista območja, ki so ekonomsko neupravičena. Prav tako pa je bilo povedano, da tudi ima Telekom precej letošnjih načrtov, da bo gradil širokopasovno tudi tam, ko niso bela lisa. In mi smo od njih prosili, da nam daje tudi bolj podroben nekako terminski plan, kjer vse se bo gradilo, bil pa potem po tej izgradnji praktično v letošnjem in po drugem letu večina občine praktično pokrita. Kar se tiče optike, so nas pa predvsem seznanili tudi s tem, da nekateri, ki so v neposredni bližini praktično telefonskih centrali, imajo še vedno nekako internet preko klasičnih kablov, da jih ne menjujejo v prvi fazi, kajti klasična napeljava, ki je praktično zelo blizu telefonskih centrali, mogoče enak sprejem kot optika, zato tudi določene območje niso kot prioriteta, recimo eno takšno, ki je center toga.
Prav tako je v imenu župana je tudi podžupan Jure Prezirski Pišeca na slavnostni kmetiji izročil plaketo badmintonskemu klubu Pišece. In pa lahko povem, da bo tudi v Brežicah bilo 16. in 18.2. predvsem kot v okviru Evropskega mesta športa tudi projekt Peking doma, kjer bo televizija prenašala kar precej aktivnosti oziroma preko radijskih programov, tako da bolj podrobno imate tudi v kutu napisano. Določen je tudi nov predlog za ustanovitev mestne občine. Predlog je trenutno v proceduri. Jaz upam, da bo še ta vlada uspela to speljati do konca. To bo precej odvisno tudi od politične volje in pa od vseh, predvsem naših poslancev in pa seveda tudi ministre iz Brežice, da bojo se uspeli zlobirati nekaj dobrega za Brežice. Kar se tiče samih projektov, v zaključni fazi sta vrtca Vrtičak in pa Vdobovi, praktično je že nameščeno v obeh pohištvo. Zdaj zbiramo skupno dokumentacijo za uporabno dovoljenje in nekako, če bo vse po načrtih, naj bi bilo do konca meseca uporabno dovoljenje in lahko po zimskih počitnicah se bojo procesirali v oba praktično vrtca. Zraven tega seveda je še kar nekaj drugih javnih poti v delu, tako da se nadaljujejo tam, kjer se lahko tista dela, ki so bile pogodbe podpisane. Mogoče prav, da povemo, da se bo praktično v tem času začela tudi kolesarska steza, to bo se že dela praktično od Čateža do kolesarska steza do Krške vasi in pa, da se dela skozi podrečeno rekonstrukcija državne ceste. Tako da, mislim, da v tem trenutku je še to temu, da je zima kar precej še investicij, za katere imate bolj podrobno opisane. Je pa prav, da bo udarjeno tudi, da se bo začelo v zelo kratkem času tudi projekt izboljšave hidravličnega vodovodnega sistema med občino Brežice in pa Bistrico in da bo tudi ta projekt stekel, kar pomeni, da smo v Brežice bili uspešni na 3 evropskih projektih, ki smo dobili odobreno, izvedli razpise in ki se verjamem, da bodo uredili v določenem času, kot je predvideno. Toliko za informacijo o nalogah, ki so se opravljali. Sedaj pa prihajamo na 3. točko dnevnega reda, to je določitev dnevnega reda. Sprašujem, ali kdo predlaga umik katere točke dnevnega reda. Kot vidim, ne. Ima kdo za razširitev dnevnega reda kako točko? Vidim, da tudi ne. Zamenjava vrstnega reda? Vidim, da tudi ne, zato bi jaz kar dal dnevni red na glasovanje, takšen, ko ste ga dobili, mislim, da ga ni potrebno posebej brati, ko ste ga vsi dobili v pismeni obliki. Najprej bi prosil prisotnost in sprašujem, kdo je za predlagan dnevni red. In poglasujemo. Zato prihajamo na 4. točko dnevnega reda, to so mandatne kadrovske zadeve in gre za sklep o podaji mnenja pri imenovanju direktorice strokovno-izobraževalnega centra Brežice. Prosim, Katja Čander za obrazložitev.